Lep pozdrav prav iz sončnega Rima. V tem kratkem prispevku želim tako predstaviti pravzaprav eno razmišljanje, ki je bilo že objavljeno v reviji Dinos in Dialog in se res dotika tega najzgodnejšega latinskega krščanskega misleca, ki je pravzaprav po nedavnih odkritjih zelo zanimivo vplival tudi na recimo na avtorja deklaracije o neodvisnosti Združenih držav Amerike, se pravi razsvetljenca Thomasa Jeffersona. Nedavno je ameriški zgodovinar Robert Wilken odkril, da je imel Jefferson pri sebi bogato podčrtane in obrabljene izvode latinskih del Tertuliana in da se je prav pri njem navdihoval, ko je pisal ameriško ustavo. In eno izmed manj znanih dejstev, oziroma dejstev, ki šele zadnja leta res prihaja na plan, je to, da je pravzaprav Tertulian resnični avtor prav te fraze, oziroma pravzaprav lahko rečemo koncepta o verski svobodi, se pravi, on pravi, dobesedno zapiše, prvi avtor, ki zapiše v latinščini libertas religiosa. Seveda je to zanimivo iz stališča krščanstva, ki je bilo, iz stališča obdobja, v katerem Tertulian pravzaprav nastopi, se pravi iz okrog leta 200, on svoj apologetik napiše leta 197, ko je bilo seveda krščanstvo, ko je seveda krščanstvo še potrebovalo oziroma zahtevalo pravzaprav to vrsten koncept. Verjetno po Konstantinu se avtorji več ne ukvarjajo s tem. Zakaj je bilo sploh v tedanji rimski družbi potrebno, da so tako imenovani te prvi krščanski apologeti nastopili vsaj nominalno zoper oblast oziroma zoper cesarja in zahtevali, se pravi, enakopravni položaj za ta novo nastajajoča verstva, v tem primeru za krščanstvo, ker namreč že se spomnimo, recimo Plini v svojem pismu cesarju Trajanu to mlado verstvo, krščanstvo, ki se je odcepilo od judovstva, imenuje supersticijo, praznoverje. Potem kristjani so začeli zapirati in jim učitali razna grozodejstva, kot je požiranje svojih otrok in cest in tako naprej. Vse to pa je izhajalo seveda iz nerazumevanja tega, kaj je krščanski imperativ medsebojne ljubezni in pa potem skrivnosti sakramentalne evharistije. Zdaj, Tertulian v igro vstopi torej nekje ob koncu 2. stoletja po Kristusu in naj povem, da sicer čisto neposredno se ne dotika prostora, o katerem govori naslov današnjega simpozija, se pravi Bližnjega vzhoda, ampak deluje in piše v Severni Afriki, v takratni Kartageni. Naj povem k temu eno kratko anekdoto iz ene izmed tukajšnjih rimskih univerz oziroma iz ene ure patrologije, ko je študent oziroma študentka pravzaprav sveto trdila, da je Tertulian prihajal iz Latinske Amerike, logično, ker je pisal v latinščini, tako da tudi sam ni še čisto jasno, ki je deloval. Ker namreč danes si težko predstavljamo, da je bila v tedanji Severni Afriki tako bogata in hitro razvejana pravzaprav rimska civilizacija in pa tudi, se pravi, te prve krščanske skupnosti, ki začnejo brati svetopismo v latinščini in pa tudi pisati svoje spise v latinščini. Kot odgovor na tiste očitke, ki sem jih že prej omenil, je torej Tertulian oblikoval premeten zagovor, ki ga najdemo predvsem v njegovem delu Apologetik. In res sem vesel, da je lahko letos pri založbi Kud Logos v taki obsežni zbirki izšlo to delo skupaj še z ostalimi 6 oziroma 7 deli, tako da je ta nabor pomembnih Tertulianovih tekstov sedaj res na voljo že kot druga slovenska izdaja. V prvi izdaji, ki jo pripravil profesor dr. Marko Marinčič, so na voljo teksti, ki se bolj dotikajo odnosa do klasične kulture, medtem ko tukaj so poudarjeni Tertulianovi apologetski, polemični in pa katehetski teksti.
Torej, v tem slovitem odlomku 24. poglavja Apologetika beremo takole. Naj eden časti Boga, drug Jupitra, colat alius Deum alius Jovem. Naj eden proseč izteguje roke proti nebu, drug cultariu fides. Naj eden moleč šteje oblake, kakor mislite, drug pa strop. Naj eden posvečuje svojemu Bogu svojo dušo, drug pa kozlovsko. Tukaj vidimo v tem štiridelnem kolonu, kako Tertullian s svojo značilno ironijo s pomočjo teh paralelizmov ustvari nekakšno binarno napetost, v kateri je prvi člen vedno značilen za kristjane, se pravi častiti Boga, proseč iztegovati roke proti nebu, posvečevati Bogu svojo dušo in torej na nek način to vrednoti pozitivno, medtem ko drugi, ta binom seveda velja za pogane, ko s tipično tertulijanovsko ironijo razkrinkava banalnost tradicionalne pobožnosti, za katero je značilna pozunanjenost. Ta odlomek avtor še stopnjuje z drugim, še slavnejšim odlomkom, v katerem se iz obrambne drže prelevi v ostrega napadalca. Torej, Apologetik 24.6. Pazite namreč, da ne bo k očitku brezbožnosti irreligiositatis elogium pripomogel tudi odvzem svobode bogočastja in prepoved izbiranja božanstva. Adimere libertatem religionis et interdicere optione divinitatis. Tako da ne bom smel častiti, kogar hočem, marveč bom prisiljen častiti, kogar nočem. Nihče pa noče, da ga kdo nerad časti, niti človek ne. Se pravi, tukaj vidimo, kako Tertullian očitek brezbožnosti, se pravi irreligiositas, poganov zoper kristjane spretno obrne svojim nasprotnikom v obraz, kot tudi nasprotovanje svobodi veroizpovedi imenuje brezbožnost, ki je hujša od malikovanja. In v tem odlomku torej prvič srečamo v zgodovini človeške misli to besedno zvezo verska svoboda, libertas religionis. Prvič v zgodovini zahodne civilizacije nasploh, denimo grška kultura enakovredne ustreznice ne pozna. Z uporabo izraza libertas Tertullian poudari resnico, da so ljudje moralni akteri, ki so sposobni delovati na podlagi svojih prepričanj. V človeku torej obstaja samoupravno področje brez zunanjih omejitev in ta prostor je potrebno spoštovati, kot zahteva Tertullian. Koncept verske svobode, kot ga tu razume in izoblikuje Tertullian, se pravi pravica do izbire božanstva, optio divinitatis, v katero nekdo verjame, je izrazito komunitaren in ne individualističen, kot bi morda danes lahko kdo razumel. Saj je nastal v okolju, kjer je bila religija razumljena predvsem kot skupna oziroma skupnostna zadeva, stvar tudi širše družbe. Tertullian svoje ideje o verski svobodi in človeški naravi ni izpeljal iz poganske misli, kot bi lahko na videz mislili. Kajti poganstvu bi se to načelo zdelo nerazumljivo, ampak pravzaprav iz krščanskega razumevanja človeške osebe. Bog je človeka ustvaril po svoji podobi in mu dal odgovornost, da se odloči, ali mu bo sledil ali ne. Tako smo videli, kako pravzaprav Tertullian ironično oziroma cinično pravi, saj pravzaprav božanstvo, ki bi na nek način pod prisilo zahtevalo neko češčenje, pravzaprav ne bi bilo pravo božanstvo. In še teološka razlaga pravzaprav tega Tertullianovega koncepta. Pravzaprav njegov argument ne temelji na ideji neke pravice, ki bi jo priznala država. Ne temelji na nekem pravnem vzvodu, kot bi danes lahko mislili, ampak je zanj to posledica volje bogov, da jih je potrebno pravilno častiti. Pravzaprav gre v temelju za teološki argument. Ne gre za pravno zaščito posameznika pred versko prisilo. Namesto tega kartezanski mislec postavlja retorično vprašanje, ali bo češčeno bitje želelo biti češčeno brez svobodne volje. Zato je preganjanje ali odvzem verske svobode neke vrste svetoskrunstvo ali celo brezboštvo, kot on sam to imenuje, irreligiositas, ne pa spodbuda k pravi religiji. V nadaljevanju pravzaprav vidimo, kako Tertullian razširi to načelo tudi na druga verstva. V 24. poglavju nadalje imenuje razne bogove in boginje
recimo kako ima Sirija, Atargartido, Arabija Dusaresa, Noris Belena, Afrika Celesto, Mauretanija svoje kraljišče in tako naprej. Se pravi, našteje ves ta rimski panteon in pravzaprav na nek način na osnovi in s pomočjo varnega spisa Antiquitates Rerum Divinarum, seveda. In s tem seznamom kartečanski učitelj uradni rimski družbi pravzaprav očita veliko nedoslednost, v skladu s katero velja načelna verska svoboda za vse mogoče kulte, ki jih je tedajni politeizem pač eklektično vsaj toleriral oziroma celo sprejel v svoj panteon, razen za kristjane. In potem sklene to 24. poglavje, navajam, samo nam pa ni dovoljeno imeti svojega bogočastja, religijo. Žalimo Rimljane in nimajo nas za Rimljane, ker ne častimo rimskega boga. Še dobro, da obstaja Bog vseh. Njegovi smo vsi, ali hočemo ali nočemo. Toda pri nas velja pravica častiti karkoli, razen pravega boga. Kakor da bi on ne bil Bog vseh, kateremu vsi pripadamo. Magis omnium Deus sit, cui omnes sumus. Tukaj srečamo odsev enega osrednjih Tertullianovih teoloških, oziroma lahko tudi rečemo religioloških načel, ki jih postavi v apologetiku, in sicer, da je krščanska vera pravzaprav pripoznanje Boga, ki je splošno znan vsem. V tej prizmi lahko drugje tudi zatrdi, da je človeška duša po naravi krščanska, apologetik 17.6, anima naturaliter Christiana. Za sklicevanjem na pravico do verske svobode oziroma do svobode veroizpovedi se pravzaprav skriva Tertullianov strogi monoteizem, ki je tuj vsakemu verskemu pluralizmu, če je ta razumljen v relativističnem oziroma indiferentističnem smislu. In tukaj tudi ne velja razlaga mojemu naslovu. V tem konkretnem razmišljanju termina pluralizem seveda ne razumem v tem mehkejšem smislu, ko nekako strani države ali pa tudi strani ene in druge verske skupnosti nekako dopuščamo svobodo raznoraznih veroizpovedi, ampak ga razumem v tršem oziroma bolj negativnem smislu, kajti pravzaprav iz Tertullianovih spisov je jasno, da njegova strategija najprej seveda zahteva versko svobodo za tako imenovano vsa verstva oziroma vsa verovanja, a vendar hkrati to ne pomeni, da bi on pristajal na kakršenkoli eklekticizem oziroma indiferentizem, in zato pluralizem v tem smislu on zavrne. Seveda on kot eden izmed najbolj radikalnih mislecev, seveda se tukaj ne sooči z drugimi religijami, kar bi bilo pravzaprav zelo zanimivo, razen kar zadeva judovstva, kjer je seveda zaradi svojega, kjer je seveda podobno oster kot drugi zgodnji krščanski avtori, ampak dandanes se pojavljajo različna branja Tertulliana in prav na to sem želel upozoriti, da če ga beremo natančno in bomo videli še v dveh kratkih odlomkih, pravzaprav vidimo, da ne moramo tukaj govoriti o nekem indiferentizmu religiji, ampak da Tertullian izpostavlja pravzaprav nek krščanski specifikum, zato njegov strogi monoteizem oziroma, kot danes razlagalci pravijo, selektivni monoteizem, ne pa kar takšno, torej ne pa, da je v njegovem konceptu verske svobode skrito kar takšno indiferentno sprejemanje vseh verstev. On v kratkem apologetskem pismu Scapulu piše takole. Mi častimo enega Boga, ki ga vsi po naravi poznate in ki se ob njegovem blisku in gromu tresete, ki se njegovih dobrot veselite. Vi imate še druge bogove, za katere mi vemo, da so demoni. In potem nadaljuje v istem delu Proconzulu Scapulu. Sicer pa ima vsakdo človeško pravico in naravno zmožnost častiti, kar se mu zdi. Češčenje, religijo, enega božanstva drugemu niti ne škoduje, niti ne koristi. Vendar pa siljenje k češčenju ne spada k češčenju. Le to se mora prevzeti svobodno, ne prisiljeno, saj se tudi daritve terjajo le od svobodnega duha. Če tudi bi nas torej vi prisilili k daritvam, bi svojim bogovom ne storili nikakršne usluge,
zakaj od ljudi, ki se upirajo, ne bodo želeli daritve, razen če so prepirljivci, Bog pa ni prepirljivec. On, ki je pravi Bog, deli vse, kar je v njegovi oblasti, v enaki meri brezbožnežem in svojim. Iz tega razloga je tudi odredil večno sodbo nad hvaležnimi in nehvaležnimi. Če se premaknem še k zaključku, še en odlomek iz Apologetika, kjer jasno izpostavlja ta specifikum pravzaprav krščanskega verovanja, ki je po eni strani univerzalističen, po drugi strani pa seveda tudi ekskluzivističen, kajti Tertullian jasno verjame, da če je na temelju aksioma, da je resnica ena, če je torej naše verovanje pravo, potem verovanje ostalih ne more biti v enaki meri pravo in resnično. On pravi, kar pa seveda utemelji pravzaprav na skrivnosti Kristusa. Zatrjujemo, javno zatrjujemo, in ko nas mučite, razmesarjeni in s krvjo obliti, glasno kličemo: Boga častimo po Kristusu. Imejte ga za človeka, toda Bog hoče, da ga po njem in v njem spoznamo in častimo. Ko pravzaprav lahko sklenimo, da je Kristus za Tertuliana specifikum krščanstva, ta unikum, ki ga je Bog postavil, da Boga po njem spoznavamo. Ob tovrstnih mislih potem takem odpade vsakršna interpretacija Tertulianovega zagovarjanja verske svobode v smislu verskega pluralizma oziroma indiferentizma. Kot je pokazala že obravnava omenjenega ključnega odlomka iz 24. poglavja Apologetika, se Tertulianova strategija najprej brani pred očitki rimskih sodobnikov glede krščanstva, ki so ga dojemali kot religijo ilicita, obenem pa v nasprotju s tradicionalnimi kulti rimske religije ne dojema kot še ene legitimne religije, marveč kot zmotrno religijo. V zagovor krščanskemu monoteizmu predstavi argument na podlagi splošnega prepričanja, da je tudi cesar, najvišji princeps, lahko zgolj eden, analogno po njegovem drži tudi glede Boga. In pravzaprav na ta način, na ta dokaj zvit način, s pomočjo najprej prvotne upeljave verske svobode, pravzaprav pripelje do ene zelo ostre in stroge pozicije, da pravzaprav nobeno drugo verstvo za Tertuliana ni relevantno, vendar pa ostro tudi nikjer v svojih spisih ne nastopi proti njim. Tako da po eni strani se lahko od Tertuliana naučimo tega, kaj pomeni zavzemanje za versko svobodo, po drugi strani pa tudi, kaj pomeni močna, jasna, lastna identiteta, kar zadeva verovanje. In tudi seveda Tertulian ne velja za cerkvenega očeta v strogem smislu, ker namreč v svoji pozni fazi zaide v tako imenovano krivoverstvo montanizma, ampak vseeno lahko ostaja kot en gigant na začetku te tradicije latinske teologije, kot velik navdih, ker je bil svojim po eni strani literarnim žarom, retoričnim žarom, po drugi strani pa z eno brezkompromisnostjo velik borec za to, kar je on sprejel in veroval kot resnico. Hvala lepa.